Vrtnice so gotovo najbolj priljubljene okrasne rastline v zahodni civilizaciji. Zato smo se razveselili, ko nam je naša vodilna poznavalka rožnih grmov odprla vrata vrta, na katerem je zbrala svoje priljubljene sorte. Breda, ne vem, kaj je tukaj lepše. Hiša, atmosfera ali vrtnice? Kaj bi vi rekli? Vse to je to, kar ustvarja. Ta lokacija, ta pokrajina in ta hiša, ki je potem bila dopolnjena z vrtnicami. To nam je naredilo to lepo okolje. Nobenih povezav nimam ne z Brkini, ne z kraškim robom. Jaz sem tako rekoč po koreninah Ljubljančanka, preseljena v Koper, pravi Tomosov otrok. Sploh pa moja sestrična, ki je lastnica te hiše in ki se je po 20-30 letih vrnila iz Avstralije, nima nobenih korenin tukaj. Sva jih pa zelo močno pognali potem obe, ko sva se nekako združile in ko je ona to prevzela in začela s tem objektom. In ker sva ujela en lep trenutek, ko so vrtnice res, mislim, da na višku svoje lepote, vas kot priznano strokovnjakinjo za vrtnice moram vprašati, verjetno odvečno vprašanje, to, da jih je toliko tukaj in da so prav te, je vendar verjetno vaša zasluga. No, nekoliko je moja zasluga, prav gotovo. Lokacija je bila odlična, vrt se je delal, ampak tudi sestrično sem navdušila oziroma se je navdušila sama. In ona je bila pa tisti najbolj navdušen kupec po vrtnarijah, najbolj hvaležen kupec. To je tisto, ko z samokolnico v vrtnarijo in vse kupiti, ker vse diši in je vse krasno. No, jaz sem bila pa tista, ki sem potem nekako malo to umirjala, iskala neke kolekcijske vrtnice, nekaj bolj posebnega. Na prvi pogled se zdi, kot da na vrtu prevladujejo vrtnice z belimi cvetovi. A barva cvetov ni edini kriterij, po katerem je Breda Čopi izbirala vrtnice. No, res smo iskali bel vrt, ker mene navduši vedno ta eleganca, beline, svežine, zelenja, tega temnega listja, belega cveta. Ampak nekatere vrtnice te prevzamejo, ne samo zaradi barve, ampak tudi zaradi vonja, mogoče tudi zaradi oblike. Ker ti meni predstavljajo moderne vrtnice, tiste vrtnice, ki jih jaz lahko komandiram. To se pravi, da si jih jaz zberem, da jaz vem, kako bodo velike, kakšne bodo in koliko bodo cvetele in kdaj bodo cvetele. To je en tip gledanja na moderno vrtnico in tudi barvni odtenek in vse. Medtem ko nekaj jih imam pa tudi starih, posebnih, ki se mi zelo navdušili, ker sem jih rabila. Tako da imamo te velike efekte popenjavk, ki naredijo velike površine in ki naenkrat zacvetijo. In pa nekatere, ki so samo jim pustim, da rastejo in da mi naredijo to belo svežino v vrtu. Vmes me pa tudi prevzame marsikatera majhna bela zacvetje, kajti rada imam v teh gredah, da lahko tudi kaj urežem. Za vazo. Da si v vazo. Vrtnica ti more malo predstavljati eno veselje, da zjutraj greš, odrežeš, narediš si pušeljc, da ti ni tisto tako samo en cvetek. Je lepo pogledati, ampak lepo tudi jih imeti v vazi. Seveda pa tudi moderne vrtnice zahtevajo ustrezno nego. Jaz sem podpredsednica Svetovne zveze vrtničarjev za področje Evrope, kar pomeni, da to je povezano tudi z velikimi potovanji. Istočasno sem tudi mednarodna sodnica za ocenjevanje novosti vrtnic po vseh vrtovih Evrope. Kar pomeni, da začnem z 8. majem, z prvim vikendom v maju potovati. Kdo potem ima čas še domač vrt? Tako da sem letos res vrt pripravila, v marcu sem ga že imela pripravljenega, prekopano in sem zdaj v maju, v mesecu jih samo še negujem, gledam, čistim vse. Tako da tukaj je ta rezultat. Znano je, da so vrtnice še posebej blizu nežnejšemu spolu. Zanimalo nas je, ali tako strastno ljubiteljico vrtnic razumejo njeni bližnji. Moj moški del bolj zanimajo feltne, avspuhi ali pa jadrnica in barka. To je ta zadeva, to moram priznati. Ampak jaz vztrajam na mojih vrtnicah, vsake toliko časa jih povabim, da povohajo in so kar malo sami nad sabo presenečeni, da jih je navdušilo, ne priznajo. Jaz sem prepričana, moški, kadar se zaženejo v eno področje, so tudi pri vrtnicah zelo natančni, zelo veliki eksperti. Občudujem jih v tem njihovem precizni navdušenju, ki ga imajo potem. Ženske smo ljubiteljce, moški so pa biznismeni.
Vrt seveda ne ponuja samo vrtnic. Poleg razgibanih teras in lepega razgleda so na njem zanimive podrobnosti. Med njimi smo opazili ljubek otoček nekošene trate. Tamle na sredi tega borjača je videti, kot da trave ne bi pokosili, en tak otoček. Ja, to pa so moji vnuki, bom rekla. Ob košnji in ob vsem, ko to urejujemo, skušam vključiti moje vnuke, da mi kaj pomagajo. Tale teden, ko ga imamo, je košnja bila tako ustavljena in so si zaželeli polštrček. In tale polštrček iz te lepe detelce bo za njih, da se oni noter stisnejo in potem so na polštrčku v sredi travnika. Pogosto slišimo novinarska vprašanja strokovnjakom, naj izdajo, na primer, katera cvetlica je zanje najlepša in podobno. Gospe Bredi tega vprašanja namenoma nismo zastavili, saj smo pričakovali, da nekdo, ki pozna tisoče vrtnic, ne bo mogel izločiti vseh ostalih in izbrati eno samo. Povedala nam je čudovito anekdoto. No, gospod Vremec, prav gotovo ga poznate, Vladimir Vremec, zamejski Slovenec, ki je največ pripomogel tudi za naše vrtnice v Sloveniji, ker če ne drugega smo z njim ustanovili društvo in začeli s tem delovanjem. On vedno reče, kako me lahko sploh vprašate, katera je najlepša ženska. To ima on večni odgovor, večni. Tako, in tukaj je tudi nekaj tazga. Vrtnic je toliko na svetu, da si jih zbiraš. In jaz moram priznati, jaz imam vsake toliko časa novo izbranko.